Hej, moje ime je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo Kariera podcasta, v kateri ti bomo pod pokroviteljstvom Unicredit Slovenija predstavili novodobne poklice in te vzpodbudili, da tudi ti odkrivaš področja, na katerih boš mogoče ravno ti nekoč prestavljala meje. Moja današnja gostja je Kima Joranc, ustanoviteljica in lastnica blagovne znamke Body and Mind Institute. Kim je magistra psihologije, licencirana športna psihologinja z opravljeno prvo stopnjo vedenjsko-kognitivnih psihoterapij, ukvarja pa se s psihološkim svetovanjem vsem, ki bi radi bolje performirali, nastopali, vse od športnikov do poslovnežev, glasbenikov, staršev, parov. Kim pa je učiteljica tudi joge in zaupala mi je, da se v prostem času ukvarja tudi s potapljanjem na dah. Večkrat pa si privošči tudi pobeg v hribe. Draga Kim, lepo pozdravljena, res sem vesela, da si danes z nami. Povej mi, kako si danes začela svoj dan. Živijo, Lara, hvala za to lepo predstavitev in hvala za povabilo v tvoj podcast. Kako sem danes začela dan? Danes je bil v bistvu bolj na easy dan, no? Za razliko od ostalih dni v tednu, ampak bila sem doma, pojedla dober zajtrk. V bistvu sem likala, kar se zgodi zelo redko, in opravila par drugih stvari, še, ki se tičejo ali joge oziroma svetovanja. Za začetek ti bom postavila par vprašanj, ki bom postavila vsakemu gostu Kozmo Kariera serije, da te poslušalke in pa poslušalci bolje spoznajo. Uspeh, na katerega si najbolj ponosna, je? To, da sem se odločila odpreti svoje podjetje oziroma se podati na samostojno podjetniško pot. Wow, super, čestitke. Hvala. Knjiga, ki je na tebi pustila največji vpliv? V bistvu ni ene knjige, no, ampak če že moram zbrati, naj bo to The Champion's Mind. Jo zelo rada večkrat preberem, pa tudi priporočam ostalim, da jo vzamejo v roke in se malo podajo na pot. Super. Zaupaj nam svoj moto. Ja, tudi ne živim po raznih kvotih in drugih načelih, ampak če že mora biti, naj bo to ta, da uživiš vsak dan, kot da je tvoj zadnji, oziroma da ga maksimalno izkoristiš. Super, torej nekako carpe diem. Recimo, uži trenutek. Kaj zate pomeni tvoja kariera? Moja kariera mi pomeni kar en velik del mojega življenja. Ne jemljem jo kot neko službo, jemljem jo kot del sebe. Ne edini del sebe, seveda imam tudi druge načine, ki me polnijo, ki me identificirajo oziroma delajo to, kar sem, ampak je neka stvar, na katero sem zelo ponosna, no? In mi tudi predstavlja svojo svobodo in finančno in na druge načine, tako da super. Sem lahko to, kar sem. Zdaj me pa zanima, zakaj si se v bistvu odločila za ta poklic, ki ga sploh opravljaš? Ne vem, če sem se sploh jaz kdaj odločila za ta poklic, oziroma ne vem, če lahko rečem, da je en poklic. Delam veliko različnih stvari, ki so se nekako po nekem mogoče spletu naključili ali pa s tem, da sem jih v svojem življenju zvizualizirala, sama preklicala, sama pripeljala do te točke, da so postali del mojega življenja oziroma moj poklic, no. Želela sem si biti v otroštvu oziroma v srednji osnovni šoli fotografinja, pa so mi to odsvetovali oziroma učitelji so bili tako, ne moreš to delati, ne moreš od tega živeti. Mogoče mi je včasih žal, da takrat nisem poslušala same sebe, ampak sem dovolila drugim, da se odločijo namesto mene, pa sem pol izbrala mogoče malo bolj safe pot. Šla na študij psihologije, ker me je to tudi nekdaj veselilo in sem želela. Ja. Sem pa bila tudi športnica od nekdaj, tako da sem vedno vedela, da če bom psihologinja, bom športna psihologinja. No, in sem to tudi postala. Ja, torej zdaj tudi združuješ nekako tvoje stanje in s tem, kar si se včasih ukvarjala, torej šport in tudi psihologija, si rekla, da te že od nekdaj veselila. Ja, v bistvu začela sem delati to, kar imam rada, to, kar sem delala v prostem času, torej še vedno se ukvarjam s športom, šport je bil vedno del mojega življenja in zato sem tudi naredila svojo blagovno znamko oziroma ustvarjam in združujem tako psihologijo kot jogo, kot si omenila, sem učiteljica joge, to zelo rada počnem, tako da ne gledam na to kot neko kariero oziroma na službo, ampak del svojega življenja. Ja, način življenja.
Ti torej ustvarjaš pod blagovno znamko Body and Mind Institute, in ko sem pregledovala tvoje Instagram objave, sem zasledila tudi eno na to temo, in razložila si, da v bistvu gre, za ime, ki izvira iz tega, da ima vsak svoje telo in vsak svoj ki jo lahko tudi sam nadzira. Zdaj me pa zanima, zakaj si se sama odločila pravzaprav za takšno ime in, mogoče še poveš kaj več od tega, kar sem že zdaj jaz. Ja, tako kot sem v tisti objavi, ki jo omenjaš, tudi že povedala, ime ni zdaj neko kreativno in ne vem kaj. Združuje to, kar počnem, združuje na eni strani psihologijo, na drugi strani jogo, ki jo poučujem, se pravi nek telesni vidik, nek mentalni vidik. In dejstvo, da vsak ima svoje telo, vsak ima svoje misli, na katere lahko sam vpliva oziroma jih sam izbira vsakodnevno, in to, da smo si ljudje različni, da mogoče to, kar za nekoga velja, ne velja za druge, da mora vsak najti svoje načine, s katerimi se umiri, s katerimi najde samega sebe, svoje načine za sproščanje, svoje načine telesne vadbe, torej tudi joga ni za vsakega, tudi moj način svetovanja psihološkega ni za vsakega, in jaz stojim za tem, da ima vsak svoje telo, vsak ima svoje misli in želim to predati tudi drugim ostalim. Super. Ti se torej ne ukvarjaš z resnejšimi psihološkimi motnjami, ampak nudiš psihološko pomoč oziroma podporo športnikom, poslovnežem, glasbenikom, tudi staršem, parom, tako kot sem že prej omenila. Pa tvoje področje dela so večinoma vezana torej na neko napetost ob nastopu, strah, anksioznost, stres, in ukvarjaš se tudi s preprečevanjem izgorelosti, motivacijo, koncentracijo, spreminjanjem nekonstruktivnih vzorcev. Pa me zanima, zakaj se ti zdi pomembno, da bi se ljudje vedno bolj oziroma več posluževali takšnih terapij? Tako kot si omenila, jaz se ne ukvarjam s kliničnim področjem svetovanja oziroma terapije. Tega je ogromno različnih usmeritev. Imamo svetovanje, imamo coaching, imamo psihoterapijo, in mogoče včasih kdo misli, da vsi delamo vse. Jaz sem se odločila za eno smer, delam bolj zdravo populacijo oziroma s tistimi, ki bi radi dosegli nekaj več, performirali boljše. In pomeni, da tudi ne rabi biti nič narobe s tabo, oziroma imajo ljudje mišljenje, nekaj mora biti narobe z mano, da grem na terapijo oziroma da grem na svetovanje, ne. Jaz delam z ljudmi, s katerimi tako, ko jih vidiš, rečeš, saj ni nič narobe z njim, ampak si želijo biti še boljši, Jaz hočem biti še bolj motiviran, hočem boljš uspeti ali v službi ali pri športu, se pravi biti boljši od nekoga drugega oziroma biti boljša verzija samega sebe, no. Tako da zakaj je to za vsakega? Zakaj pa ne? Jaz mislim, da bi si vsak mogel želeti biti najboljša verzija samega sebe. Pa zadnje čase opažam, ko se s kom pogovarjam, oziroma tako sploh s svojo generacijo, pa z vrstniki, da jih vedno več hodi na terapije. Tako ljudje so se začeli s tem tudi že malo hvaliti, no, tako jaz pa hodim na terapijo, sem ful ponosen na to. Velika večina jih tudi reče, da jim je zelo žal, da niso to začeli delati že prej. Tako da jaz mislim, da ko enkrat ugotoviš, da bi rad malo boljš delu stvari v življenju, se poslužiš tudi terapije, ker je to kot neka mentalna higiena, no. Ne greš k terapevtu oziroma psihologu takrat, ko je nekaj narobe. Fino bi bilo, da začneš hoditi že prej, kot neka preventiva, in jaz mislim, da bi se mogli ful bolj delati na preventivi, ne samo fizično, torej z prehrano in z gibanjem, ampak tudi na mentalni, no. Se pravi, da že takrat, ko misliš, da se ni nič narobe z mano, pa se ne rabi biti, greš se z nekom pogovoriti, ker to, da se pogovoriš s prijateljico ali pa z mamo, ni isto, kot da se pogovoriš z nekom tretjim, z nekom, ki ima malo več znanja. Mogoče tudi objektiven pogled na zadevo. Da. Torej se ta trend nekako tudi pri nas obrača v neko pozitivno smer, ker recimo, če spremljamo neke ameriške filme, oziroma že neke malce starejše filme, lahko vidimo, da je veliko kdo hodil na terapijo, pa ne iz vidika, da je imel kakšne resnejše težave, ampak iz vidika, da je recimo tvoj terapevt, tvoj prijatelj, ki mu lahko nekaj poveš, on ti pa nudi tak profesionalen nasvet, in tudi recimo neki poslovneži so vedno v filmih bili tisti, ki so hodili na takšne terapije. Vedno več je tega, no, tudi v Sloveniji, jaz mislim, da ni to več takšna stigma, kot je bila, sploh ne med mladimi in ne v poslovnem, pa v športnem svetu recimo. Če že govorimo o tujini, tujini ima vsak športnik svojega športnega psihologa in o tem tudi javno govori.
V Sloveniji je situacija je malo boljša, že tudi ratuje, tudi se že govori o tem, športniki so pripravljeni spregovoriti, niso stigmatizirani, kot češ nekje narobe z mano, ampak je to v bistvu tvoja prednost. Jaz imam športnega psihologa, tako kot imam nutricionista, tako kot imam, kondicijskega trenerja. Pa maserja. Ja, fizioterapeuta. Se pravi, športni psiholog postaja del tvoje ožje ekipe, ki ti pomaga do boljših rezultatov. In se mi zdi, da tudi v biznisu pri nas je vedno več tega in tudi na drugih področjih. Kakšna pa je razlika med terapijo, psihoterapijo in pa med svetovanjem? Ok, če ful poenostavimo, pri svetovanju se ukvarjamo z nekimi trenutnimi sedanjimi oziroma se ukvarjamo s sedanjostjo. Ponavadi svetovanje delajo psihologi oziroma nekdo, tisti, ki so za to ustrezno izobraženi oziroma bi vsaj mogli biti. Coaching se bolj ukvarja z težavami oziroma s prihodnostjo, s planiranjem, kako postati boljši, kako performirati, podobno kot kar počnem jaz. S tem, da coaching lahko počne vsak. Torej vsak se lahko vkliče za coacha, naredi kakšno online licenco, postane coach. Sama psihoterapija, terapija je pa malce bolj zakomplicirana oziroma, če zdaj govoriva o sedanjiku, prihodniku, pretekliku, se ukvarja bolj s preteklostjo človeka, razrešuje neke dogodke iz otroštva ali pa neke travme, ki so se zgodile, in tudi to izvajajo strokovnjaki, ki so se več let izobraževali, specializirali točno določeno vrsto psihoterapije, lahko so to tudi psihiatri, ponavadi psihologi, tako da spet ljudje, ki so za to izobraženi. Kaj pa bi svetovala nekomu, ki se odloča za psihoterapijo? Kakšnega psihoterapeuta si naj izbere? V prvi vrsti naj pomisli pri sebi, kaj je tista težava oziroma problem, ki bi jo rad odpravil. Zato, ker je več vrst psihoterapije in na podlagi tega je potem tudi lažje zbrati psihoterapeuta. Zdaj, izbira je kar ogromna, včasih pomaga tudi osebni zdravnik s kakšnim predlogom, nasvetom, k komu se obrniti. Na spletnih straneh oziroma pogooglati se da marsikaj danes, ampak s tem spet zajamemo tudi tiste, ki mogoče niso primerni, tako da definitivno preveriti ozadje, akademsko, kakšna je izobrazba tega terapeutka, kateremu se napotevamo. In tudi, če ugotovimo, da nam po prvem intervjuju ne ustreza, iščemo naprej, ker mi imamo vedno neko vodni intervju, vodni pogovor, kjer ti spoznaš človeka in ugotoviš, ali si pašete ali ne, oziroma si ustrezate. Ni garantirano, da ti bo vsak. Tudi k meni se pride kdaj kdo, ugotoviš, ok, si ne ustrezava in ta oseba se več ne vrne na svetovanje. Tako da upati si, malo preveriti in iti. Včasih pomaga tudi mnenje koga drugega, vedno iz ust do ust zakrožijo dobre stvari, tako da vprašaš prijatelje. In predvsem vprašati ljudi za nasvet, vprašati druge, ne se bati, ne držati to v sebi, nek problem in po skrivih kotičkih iskati pot do nekega terapeuta, ampak na glas povedati, jaz imam eno težavo, a mi lahko kdo pomaga, ima mogoče kdo kakšen nasvet. Ker se mi zdi, da se danes mladi lažje za nasvete sprašujejo, kje si kupil to jakno, pa kje si, ne vem, kupil ta avto, kot pa, rabim enega dobrega psihologa, poznaš kakšnega, recimo, na ta način. Danes lahko svoj potencial zelo dobro unovčimo prek socialnih omrežij. In v bistvu zdaj tudi veliko blagovnih znamk in pa ljudi, ki jih vidimo na teh recimo Instagramu, na Facebooku, ponujajo recimo različne storitve in nekateri od teh nudijo tudi psihološko svetovanje. In zdaj me pa zanima, zakaj je pomembno, da so ti ljudje, ki se tudi prek socialnih omrežij pojavljajo, da so izobraženi in da nekako pristopajo do ljudi z neko strokovnostjo, z nekim znanjem. Ja, super, da si to izpostavila, ena izmed mojih najljubših tem. Danes je tega vse več, tako kot sva prej govorili, ljudje so začeli ugotavljati, da se potreba po psihološkem oziroma mentalnem zdravju veča in na ta način se pojavi tudi veliko ljudi, ki znajo to izkoriščati. Taki ljudje so ponavadi zelo neetični in mislijo, da bojo na hiter način prišli do nekega zaslužka, naredijo par delovnih zvezkov za samo pomoč, se znajo dobro spromovirati, v resnici pa sami nimajo ustrezne izobrazbe ali pa mislijo, da imajo znanje, ker so šli sami morda čez kakšno težavo oziroma mentalni problem, pa so ga rešili z drugimi in zdaj mislijo, da so oni kar naenkrat postali strokovnjaki za vse. Tako da jaz bi od takih ljudi pričakovala malo več etičnosti, ampak se vemo, danes se vse prodaja. Tako da na koncu moramo biti ljudje sami tisti, ki znamo strogo presoditi, s kom iti,
sodelovati oziroma komu zaupati svoje najglobje skrivnosti oziroma težave. In ja, biti malo samokritični, ko brskamo po družbenih omrežjih. Se ne rečem, tudi sama sem gor, tudi sama tam objavljam. Tudi zame si lahko verjetno kdo misli, gledajo, kaj ona zdaj tle naklada. Ampak ja, treba je biti malo etičen, če to sam izvajaš, pa če vidiš takšne ljudi, biti malo kritičen do tega, kaj nudijo in kaj prodajajo. Tako kot sem prej rekla, preveriti background, preveriti, kaj so študirali, koliko let izkušenj imajo, verjeti, zdaj, če je to res ali ne, mogoče lahko napiše, da 10 let že to dela, je spet ne. Marsikaj se da prodati na družbenih omrežjih, tako da malo je, treba biti. Torej, moramo biti tudi malo izbirčni pri izbiri. Absolutno. Tako kot si vzamemo čas, da zberemo ta pravo obleko, šopingiramo online, tako si moramo tudi vzeti še več časa. Ok, zdaj so pa posvetili kar tvojemu delu, pa me zanima, kaj ti pri tvojem delu v bistvu predstavlja največji izziv? Največji izziv. Trenutno je moj največji izziv to, da dokončujem svojo spletno stran. Drugače pa ne, mislim, izzivi ni, da bi rekla zdaj, da je nek ogromen, velik izziv. Izzivi se pojavijo, pridejo, grejo, tako so čisto različni. Verjetno mogoče tudi iz vidika, ker praviš, da je tvoja kariera tudi tvoj način življenja, so tudi ti izzivi nekako jih jemlješ kot del vsakdanjika. Ja, ampak je pa dobro, da si zdaj to izpostavila. V bistvu moj izziv je to, da sploh ne ločim več zasebnega življenja od tega, kaj počnem. Ne. No, tudi to je izziv, recimo. To je izziv. Moj dan je pač prepleten z različnimi stvarmi, ki jih delam. Moj delovni dan ni 8-urni delovnik. Včasih se razvleče od jutra do večera, pa imam vmes recimo prosti čas med 2. in 3. uro ali pa tako. Tako da ja, to je v bistvu en velik izziv, kako ločiti zasebno življenje od tega, kar počnem, ker se ti potem, ker v bistvu ko sam zase delaš oziroma ko si sam svoj šef, zdi, da kar malo preveč bluziš in imaš potem slabo vest in še treba delati in nikoli se ne neha. Tako da to je mogoče torej moramo postavljati tudi neke zdrave mere. Meje je absolutno treba postavljati, ampak je težko sploh sam do sebe. A bi sama rekla, da si vzameš dovolj časa zase? Imaš dovolj prostega časa? Ja, jaz si ga, tako kot sem na začetku rekla, pa se mi zdi, zdaj to sploh govorim ali ne, da sem danes slikala recimo, ker je bila verjetno večina ljudi v službi, med 10 in 11 sem si rekla, ok, zdaj imam ta break, da zlikam ta kup oblačil, ki me čaka že ful časa. Ja, jaz si vzamem dovolj časa zase, vem, se znam sprostiti, uživam. Predvsem poleti si vzamem cel mesec zase, sem na morju, vem, da je pač na podlagi tega treba čez leto malo bolj stisniti, ampak si vzamem čas zase. Super. Kaj pa je tisto, kar te pri delu najbolj osrečuje? Ljudje, definitivno me najbolj osrečujejo ljudje, njihov feedback, to mi daje ful enega zagona, čeprav si na začetku sploh nisem mislila, ampak toliko ene energije dobiš in sploh recimo pri svetovanjih, ko si misliš, ves čas poslušaš o težavah drugih, ni tako, oziroma ne jemlješ tako kot svoje težave, to je tak ena izmed tehnik, ki jih moraš kot svetovalec oziroma psiholog imeti, ampak tista energija, ki jo dobiš potem nazaj od njih, veselje, zadovoljstvo, tudi pri jogi, meni po vsakem klasu, tako punce pišejo, hvala, super je bilo, to mi je bilo všeč, sem ful, neizmerno res hvaležna za ta njihova sporočila in dajo ti nek v bistvu zagon, hkrati pa potrdilo, da delaš nekaj in prav. Super. Tvoje delo je zelo zanimivo, dinamično, ni zelo tradicionalno. Zato me zanima, kako sploh poteka tvoj delovni dan psihologinje in pa jogistke? Ja, moj delovni dan je vsak dan drugačen. Tudi ni nujno, da je samo med delovnim tednom, je lahko tudi za vikend. Včasih se začne zelo zgodaj, že s kakšnim online sessionom, recimo s kakšnim podjetjem, ko imamo kakšne vadbe nadaljavo. Konča se tudi zelo pozno, ko imam kakšen klas tudi na nedeljo ob 8 zvečer, pa se vrnem domov nazaj. Tako da planiram si ga iz dneva v dan oziroma iz tedna v teden. Urnik ni fiksen, ni vsak dan enak, kar mi je tudi v bistvu zelo všeč, ker imam dosti ene svobode. Zdaj bova pa naredili krajšo pavzo, ki jo bom sama izkoristila za predstavitev teme, ki je v tesni povezavi s kariero.
Že prej smo omenili, da kariera v bistvu ne predstavlja samo načina, kako uresničiti svoj potencial, ampak omogoča tudi neko finančno stabilnost. Do urejenih financ pa vam lahko pomagajo tudi novi paketi mednarodne skupine Unicredit Slovenija, ki je pokrovitelj podcast serije Kozmo kariera. Mednarodna skupina Unicredit s sedežem v Milanu letos obeležuje 30. obletnico poslovanja na slovenskih tleh. Ker so radi v koraku s časom, hkrati pa želijo biti blizu tudi svojim strankam, predstavljajo serijo novih paketov po zadnjih trendih. Paket lahko zamerjaš kar po spletu, še prej, ko bo minil tale najin podcast. Na voljo so 4 paketi, ki prihajajo skupaj z debetno kartico Mastercard, ki jo lahko sedaj uporabljaš tudi za spletne nakupe in vsi vključujejo mobilno in pa spletno banko, se razume, pripada pa ti tudi pol leta brezplačnega vodenja računa. Za ceno kavice na mesec si lahko misliš paket digitalni, ki je ta hip eden najugodnejših na trgu, z uporabo pa lahko prejmeš tudi do 30 evrov nagrade. Sproščeni, aktivni in pa brezmejni so prilagojeni tvojemu življenjskemu slogu, sam oziroma sama pa izbereš tistega, ki ti najbolj ustreza. Z uporabo lahko prejmeš do 40 evrov nagrade. Pozabili pa niso niti na mlade, ker ti lahko izberejo paket sproščeni za mlade in ta je brezplačen do dopolnjenega 27. leta. Ker pa denarja vedno primanjkuje, za uporabo lahko prejmete tudi do 30 evrov nagrade. Zdaj pa nadaljujeva z mojo gostjo, Majo Ranc, psihologinjo in pa učiteljico joge. Kljub temu, da se v zadnjem času vedno več govori o tem, kako pomembne so urejene misli in pa mentalno zdravje, psihoterapijo v družbi še vedno razumemo oziroma dojemamo kot nek tabu. Zakaj misliš, da je temu tako in pa kako misliš, da bo v neki bližnji prihodnosti? Ja, tako kot sva že govorila, jaz mislim, da stvar postaja vedno boljša oziroma se odpira, ni več takšen tabu, ni več stigma. Po drugi strani pa s tem, ko se je včasih rekel, ja, hodim na terapijo, si v bistvu priznal neko šibkost družbi, drugim okoli tebe. Verjetno se zaradi tega ni to dajalo na vas, obešalo na velik zvon, govorilo, hvalilo s tem okrog, ker si v bistvu izpadel ranljiv, kot če je šlo z njimi nekaj narobe, oziroma so si mislili še kakšne hujše stvari. Tako da jaz mislim, da danes temu ni več tako, upam, in mislim, da postajajo stvari boljše. Super. Kakšen vpliv pa imajo po tvojem mnenju socialna omrežja na posameznikovo dojemanje sveta in pa kakšne misli lahko ima v povezavi s tem? Jaz mislim, da to je tako že znano dejstvo, lahko zelo popačijo dojemanje sveta. Na socialnih omrežjih izgleda vse popolno, kot da vsi živijo popolna življenja. Vsi želimo prikazati sami, kot da živimo popolno, mogoče še sami sebi lagati, češ glej, kako se imam fino. Tako da ja, definitivno je treba biti tle malo jemati z rezervo vse skupaj in ne preživeti toliko časa tudi na samih družbenih omrežjih. Iti malo v naravo, biti s prijatelji, ne pa samo gledati ves čas v ekrane. Tako da je treba... Ja. A si imela kdaj mogoče stik s kakim, ki je bil malo zasvojen s temi socialnimi omrežji, pa si ga poskušala nekako odvaditi od tega? Ne, nisem zaenkrat imela nobenega od klientov, ki bi prišel s tem problemom. Se večkrat izkaže da tudi recimo mlajši športniki ne morejo odklopiti, pa so raj doma pred zaslonom, kot pa da bi se odpravili na trening, pa smo se že s takimi stvarmi ukvarjali. Opažam tudi sama presepno, da večkrat posegam po telefonu, kot sem mogoče leto, 2 leti nazaj, se mi zdi, da rabijo naši možgani ves čas neke dražljaje. Dopamin. Ja, in to nam te telefoni dajo in zato ves čas kar že tako iz navade gremo malo scrollati, ker nam postane dolg čas, še več na stranišče ne znamo iti brez telefona. Namesto da bi se znali malo umiriti in ravno to mi je všeč pri jogi. Res tam 1 uro telefon pustiš v garderobi, greš in tam si 1 uro sam s sabo in se moraš soočiti s to prazno ali pa polno glavo, umiriti svoje misli, umiriti svoj dih, se povezati sam s sabo. In to je tisto, kar recimo meni joga ful daje in sem hvaležna. Ja, zadnjič sem v bistvu poslušala ravno en podcast, v katerem je bilo govora o tem, da zaradi teh socialnih omrežij smo vedno bolj izpostavljeni tem dopaminskim vplivom in vedno več si tudi želimo nekega scrollanja, vedno več novih informacij si želimo in potem nam postanejo neke take
osnovne stvari zelo, zelo dolgočasne. Ali pa recimo branje knjige je že premalo stimulativno za naše možgane. In to je res zanimivo, da se na tak način... Ja, je kar v bistvu žalostno, no, da smo prišli do sem, ampak jaz mislim, da bo tehnologija šla samo še naprej. Aplikacije so zasnovane na ta način, da nas še bolj kličejo. Ja, mogoče moramo res nekako poskušati izkoristiti sebi v prid, da dobimo, ne vem, od aplikacij neke pozitivne učinke, ne pa samo teh nekih negativnih. Kaj pa je, oziroma kakšna pa je po tvojem mnenju povezava s socialnimi omrežji in pa prisotnostjo v danem trenutku? Tega si se že zdaj malce dotaknila, ampak imaš mogoče kaj drugega za povedati? Biti prisoten v danem trenutku je v veliki večini težko. Ljudje zelo radi brskamo tudi v mislih ali po preteklosti, po prihodnosti, ves čas nekaj planiramo, ves čas razmišljamo, kaj bi mogli drugače narediti. Biti tle v tem trenutku je marsikomu zelo težko se torej prizemljiti, se zavedati, kaj se zdaj dogaja. Hkrati je pa v veliki večini potem žal. Nisem bil bolj prisoten. Polko nazaj pogledaš. Jaz se sprašujem, kaj se bo recimo dogajalo. Vsi zdaj svoje otroke, ves čas je sam telefon, slika, vsak move, ki ga naredi otrok, je posnet, je dokumentiran. Tako, ko se mi zdi, kot da gledajo razvoj svojih otrok skozi ekran. Zanima me, če jim bo mogoče tem ljudem kdaj žal za nazaj. No, tudi mi, vsaka stvar, ki je, jo najprej podokumentiramo. Pride hrana na mizo, vsi najprej telefone v roko. No, tako da sem se začela, jaz sama sicer ful rada to počnem, rada fotkam, rada snemam. Ker se pol spet lahko s tistim... Ker se vračaš nazaj, ampak se prav malo bremzam tudi zdaj na trenutku, tako, pusti telefon, zdaj je družba, zdaj se dogaja tu in zdaj stvari. Isto sem hvaležna, da tudi na jogi ljudje ne nosijo telefonov noter v dvorano, ker bi mi bilo tako nepredstavljivo. Mislim, da se mi je enkrat zgodilo, da je tako nekdo vmes gledal na telefon in sem bila tako, res? Ampak tako da. Res se moramo mogoče potruditi, da pri nekaterih stvarih smo prisotni v trenutku in pa... Se je pa treba, tako kot si rekla, potruditi. To je delo, ki je marsikomu težko. Tako kot je, ko prideš na terapijo oziroma svetovanje, je delo na sebi. Ne zgodi se zdaj to, da se ti prideš z nekom pogovarjati in bo drug namesto tebe vse naredil, se pravi tvoj terapevt ali pa psiholog. Ti moraš sam prijeti volan v roke, začeti voziti in aktivno vsak dan delati na tem, da se spremeniš. Te pa recimo pri tem pomaga joga. In kaj je po tvojem mnenju najboljši učinek joge? Res moram zbrati samo enega. Meni najboljši učinek joge, ki sem ga opazila, da mi ga je dala, je to, da sem zadovoljna sama sabo, da se sprejemam takšna, kot sem. Mogoče se sliši ful klišejsko, ampak tako z marsikom, ko se pogovarjam, ko se že dalj časa ukvarja z jogo, je tako, ker naenkrat si postaneš sam sebi dovolj. Zadovoljen si sam sabo, povežeš se sam sabo, pa ne tako v nekem ezoteričnem smislu. Jaz sem stran od tega, imam za to psihologijo, se ukvarjam z mentalnim delom na ta način, oziroma pristopam do tega, ampak dejansko nekako najdeš ta connection, torej body, mind, se poklopta in vse to si ti. Bolj deluje. Kako pa bilo po tvojem mnenju življenje drugačno, če se ne bi ukvarjala z jogo in pa meditacijo? Verjetno bi bila zelo sitna, nezadovoljna. Katere pa so po tvojem mnenju ključne komponente, da smo lahko v ravnovesju tako mentalno kot fizično? Kako pomembni so učinki spanca, telesne vadbe, zdrave prehrane, neke dnevne strukture, meditacije, motivacije? Zelo pomembne so in vse to, kar si naštela, so neke v bistvu osnovne človeške potrebe. Če se zdaj dotaknemo hierarhije potreb po Maslowu, to je tista piramida, ki smo jo vsi v srednji šoli pri psihologiji risali in so verjetno si spoznali. Najprej morajo biti zadovoljene osnovne potrebe, da se lahko mi začnemo samo aktualizirati oziroma sploh iskati neke druge stvari, višje cilje dosegati. Tako da so zelo pomembne, biti naspan, biti spočit, dobro jesti, zdravo jesti, se gibati, se mi zdi, da je tako spet neka preventiva, o kateri smo prej govorile, pa bi bilo treba zelo resno imati. Včasih so verjetno te osnovne potrebe po Maslowu, kot si prej rekla, nekako krive za to, da nekaj drugega ni tako dobro, recimo, da nimaš motivacije, da nisi osredotočen. Absolutno, absolutno. Kako pa spanec vpliva na našo mentalno zdravje?
Pred kratkim sem si izposodila eno knjigo, Zakaj spimo. Je njen naslov, v bistvu je še nisem imela časa prebrati, ampak sem uspela že prebrati ta prvi del, da je spanec res zelo pomemben in da vpliva na zelo, zelo veliko stvari. Ja, meni je tudi spanec zelo zanimiva stvar. Tudi sanje sem sama nazadnje tudi brala to, zakaj sanjamo, ful me je zanimalo. Zdaj, zakaj je treba spati? Zato, ker se takrat, če tako zelo poenostavimo, damo na kot da se resetiramo. Se pravi, možgani se resetirajo, vse se ponastavi, energija se znova nabere. In ja, so delali tudi raziskave, če bi dalj časa šli oziroma več dni šli brez spanca, človek lahko umre oziroma postaneš tako blodnjav, da absolutno nisi več sposoben funkcionirati. No, tako da spanje je nujno. Tudi se mi zdi, da je bila ena raziskava, da so te medicinske sestre, ki so delale po noči, nekako imele zaradi tega več zdravstvenih težav. Ja, tudi čisto možno, tudi zaradi samega tega pomanjkanja vitamina D in sonca in vseh stvari. Ja. Sodobni človek se v bistvu zdaj sooča z neko neprimerljivo količino stresa v primerjavi z generacijami več desetletij, stoletij nazaj. Pa me zanima, kako bi po tvojem mnenju lahko nek tak povprečen človek znižal ta stres na najnižjo možno raven. Stres je tako zelo širok pojem, lahko se zdaj o tem pogovarjava celo uro. Verjamem, da je marsikdo že tudi veliko slišal na to temo, tako da ne bi zdaj se spuščala v neke definicije. Ne smemo pozabiti, da je stres tudi dobra stvar. Včasih nas prisili v to, da smo boljši. Stres je recimo tudi za naše telo oziroma zame recimo pri jogi, ko grem v nek položaj in nastresiram mišico, torej jo dodatno raztegnem, ona je takrat pod stresom. Ko imam potem jaz muskelfiber oziroma bolečine, se mišica malo zdravi oziroma krči nazaj, ampak hkrati zaradi tega stresa, ki sem ga jaz njej dala na svoji vadbi, bo naslednjič šla še dlje. Tako da ne smemo imeti zdaj stres kot absolutno zlo. Tudi verjamem, da ga ne moremo spraviti na absolutno ničlo, da vedno bo prisoten, treba se pa naučiti z njim funkcionirati. Predvsem v prvi vrsti ga prepoznati, začutiti, kdaj smo pod stresom, kakšni so naši znaki, vsak ima malo drugačne. Kaj naredim jaz, ko sem pod stresom, se pravi, si najdete neke dejavnike, ki nas bojo destresirali, predvsem pa, da bomo znali tudi porabiti vse te hormone, ki so se nabrali zaradi stresa. Največji problem današnjega časa je, da ves čas sedimo, da se nič ne premikamo in nabira se stres, nam se pa količina teh hormonov kopiči in fajn bi bilo včasih, da se gremo malo razmigati, malo sprehoditi, teči, da damo te stvari iz sebe. Zdaj pa predlagam, da mogoče narediva par vaj, kako lahko vsak posameznik zniža to raven stresa tekom dneva, kadarkoli, ko se bo počutil mogoče nekako pod stresom. Ok, bova naredila eno ali dve mogoče, ampak disclaimer pri vajah oziroma pri teh hitrih rešitvah, ki jih ljudje danes iščejo, treba je vaditi, treba je ponavljati. Ni dovolj, če naredim samo enkrat. Če naredim samo enkrat, bom naredila eno vajo in ne bom več pod stresom. Recimo dihalne tehnike, to vsi poznamo, vsi nam govorijo. Eno roko damo na trebuh, eno damo na prsni koš. Bom jaz kar ponavljala za tabo. In začneš samo dihati v trebuh. Torej samo pošiljaj zrak v spodnji del, da se ti bo trebuh prestavljal, pa kar poglej svoje dlani in se pravi, tista dlan, ki je na trebuhu, naj se pri vdihih in izdihih premika. Torej delaš dolge vdihe in izdihe. Torej ne čez usta, ampak ne delaš čez usta ali nos, to absolutno, ampak ne, da se ti prsni koš premika, ponavadi dihamo tako zelo plitvo v prsni koš, mi pa zdaj pošljemo zrak navzdol, torej trebušna prepona se spusti, poglobimo svoje vdihe in izdihe in na ta način pride malo več kisika v telo in se bolj umirimo. Druga takšna tehnika, ki jo recimo lahko uporabimo v danem trenutku, pa recimo ljudje, ki nas zdaj poslušajo, zazremo oziroma razgledamo se po okolju, v katerem se nahajamo, pa smo zelo pozorni na to, kaj čutimo. Se pravi, najprej se tako na nek grounding greva, se pravi, kaj zdaj jaz čutim? Čutim tla pod nogami, čutim, kje se moje stopalo dotika. Čutim stol, kje se moj hrbet. Mogoče čutiš toploto, mogoče čutiš luč na sebi zdaj. Kaj slišiš? Torej, poleg mojega glasu, a slišim še druge stvari? Torej, probaš našteti čim več stvari, ki jih čutiš. Kaj vidimo itak ful stvari. Torej, vse, kaj okušam, mogoče imaš ravno takrat, ki je v ustih, pa ješ. Se pravi, da se čim bolj probamo prizemljiti na ta način, da vključimo vse svoje čute in na ta način se tudi znajdemo v tem trenutku tu in zdaj. Se pravi, razgledamo se naokoli. In nekako dobimo občutek, da je vse v redu. Ja, upam, da, ampak ni zdaj to rešitev na ta način, da kako pride do tega, da bo vse v redu, ampak predvsem, da se zavemo samih sebe v tem trenutku, v tem času.
V bistvu je zdaj zelo pogost tudi stres v službah, pa na faksu, med študijem. Dodaten stres pa lahko povzročijo tudi odnosi, v katere vstopamo. Zanima me, če se tudi veliko ukvarjaš s temi svetovanji na temo odnosov. Ja, v bistvu že samo svetovanje odnosa do samega sebe je v bistvu je odnos, ki ga moramo gojiti oziroma delati na njemu, pa tudi kakšni moramo biti v odnosih do drugih, tega je danes ogromno. Je pa težko včasih sprejeti to, da se moramo mi spremeniti, tudi zato, da bomo v odnosu do nekoga drugega boljši. No, obstaja mogoče recept za neko zdravo komunikacijo? Zdrava komunikacija. To je stvar, o kateri se zadnje čase ful pogovarjam s svojimi kolegi. Opazila sem, da smo se ljudje tako malo pozabili pogovarjati, ker pozabili smo na to, kako se pogovarjamo. Čakamo ves čas na to, da bomo samo mi povedali, kaj se je nam zgodilo. Ne poslušamo, ampak... Jaz, se pravi, ne vem, primer, kolegici razlagam, kako me danes glava boli. Ja, mene tudi glava boli, ali pa mene je pa včeraj glava boli. Ni to pravi način komunikacije, pravi način je neko aktivno poslušanje. Se pravi, odgovor bil, res, hudo mi je zate, a si spila dovolj vode, si vzela tableto, ti lahko kako pomagam. Na ta način bi se mogli pogovarjati, ampak se mi zdi, da samo streljamo vsaki svoje stvari. Meni se je to zgodilo in na koncu se ne poslušamo več. In me to včasih kar malo me razjezi, ko se pogovarjam s kom in sem kar tako, a lahko, prosim, poslušaš, kaj ti imam za povedati. Ampak je tudi to, da se vsak sporazumeva na svoj način. Recimo, glih pred kratkim sem prebrala eno knjigo Obkroženi z idioti in tam se opisuje, da je vsak človek dve različni barvi, oziroma ali pa nekdo je ena, ampak imamo 4 različne barve. Nekateri so rdeči, drugi rumeni, zeleni, modri in vsaka barva od teh funkcionira drugače in z drugačnim pristopom nekako komunicira, drugače se odzivajo na stvari v življenju in včasih lahko pride tudi do nekih konfliktov, ko se srečata čisto dva nasprotna pola. Ja, ampak to je treba tudi sprejeti, da niso vsi takšni kot jaz. In ne morem zdaj tudi pričakovati, da bodo vsi takšni in na enak način funkcionirali, ampak kar se same komunikacije pa tega tiče, se pa da najti nek skupen ton, skupno pot, skupen jezik. Smo še vedno sofisticirani ljudje v neki družbi moderni, kjer bi se mogli znati pogovarjati na nek normalen način, ne pa da govorimo en mimo drugega, tudi če smo vsi različni tipi. Mogoče, če komu to povzroča težavo, si lahko prebere to knjigo Obkroženi z idioti, ker dobro opisuje te stvari. Sama pa se ukvarjaš tudi s športno psihologijo. Poleti smo lahko spremljali olimpijske igre, zdaj na malih ekranih lahko vidimo že zimske športe. In vsem tem športnikom je skupno to, da se vsi profesionalno ukvarjajo s športom, zelo veliko trenirajo. Pri marsikaterih pa je v bistvu razlog, da ne dosegajo takšnih rezultatov, kot bi si želeli, ravno v tem, da nekako nimajo urejenih misli. Niso nekako izurjeni na področju športne psihologije in kako se nekako soočiti z izzivom, ki je trenutno pred njimi. Kaj ti svetuješ takšnim športnikom? Delaš s kakšnimi takšnimi? Ja, pri športnikih je ponavadi to, da pridejo na svetovanje, ker ne morejo tako dobro nastopati na tekmi kot na treningu, recimo, ne morejo pokazati vsega tega, kar so sposobni, ker ponavadi pride do nekih blokad oziroma do nekih anksioznosti, strahov nad sami tekmi in ne vedo, kaj narediti z njimi. Ker zakrčijo, ne znajo funkcionirati in takrat v bistvu ugotovijo, jaz rabim pomoč oziroma jaz moram to spremeniti, če hočem še kdaj odigrati kakšno tekmo v življenju. Tako da to je prednost vseh tistih, ki sodelujejo s športnimi psihologi, to je tistih par dodatnih procentov, ki jih imajo, da so boljši. Na koncu koncev je pa potem v samem vrhu športnem še vedno vse skupaj ena velika mentalna igra, malo je seveda tudi sreče, ampak če pogledamo sam tenis, ki je meni en izmed ljubših športov za gledati in pa tudi delati z tenisači, tam je tako mentalna igra na koncu. Imamo 2 najboljša igralca na svetu, ki se soočita in vemo, da sta na papirju ali enako dobra ali pa en malo boljši, ampak na koncu bo tista mentalna igra odločila, kdo bo zmagovalec.
Pri smučanju lahko tudi opazimo, ko ti snemalci snemajo te smučarje pred samim spustom in vsi se nekako pomikajo v tej smeri. Z vizualizacijo si pomagajo, kako se bodo potem spustili po tej progi. Ja, vizualizacija je ključnega pomena, tudi to se dosti dela pri samem športnem psihološkem svetovanju, pa tudi na drugih področjih, ampak je zelo, zelo pomembna, da ti vsak korak posebej zvizualiziraš, načrtuješ. Tako da to delajo. To se v bistvu lahko tudi dogaja vsem nam, da nekako ne dosegamo takšnih rezultatov, kot bi si želeli, ker nimamo urejenih nekih misli, ker si ne zvizualiziramo naših ciljev in kako bomo v nekem trenutku ravnali. Kako sama treniraš recimo svoje misli, da dosegaš rezultate, ki si jih želiš? Ja, treba se zavedati, da smo mi sami tisti, ki izbiramo svoje misli. Včasih se zgodi, da kdo reče, pa saj jaz ne morem vplivati na to, na kak način razmišljaš. Kdo drug pa? Imaš ti mogoče koga drugega v možganjih, ki ti izbira misli? Ne, ti si tisti, ki se odločiš in ti se tudi odločiš, a boš zdaj zmagovalec ali boš pač v povprečju in dosegal neke povprečne rezultate. Torej, mi se moramo odločiti, mi moramo sami sebe videti kot najboljše, delati na tem, da bomo to postali in sami verjeti vase. Torej, vse je na nas. Ja, na koncu je vse, mislim, valjda je tudi kakšna sreča pomembna, pa ne rečem, da smo zdaj kultura individualistov, pa da moramo vse sami terati skozi življenje. Zato lahko imamo recimo neke terapevte, psihoterapevte, ki nam na tej poti pomagajo. Tako, še vedno. Če bi lahko mogoče dala en nasvet, na kak način si lahko najbolj uredimo misli, kako pristopati na tej poti, da bomo dosegali to, kar si želimo. Ja, mislim, to, kar si želimo, treba definirati. Treba definirati svoje cilje, kaj nas sploh motivira. Kako pa v bistvu upravljati s svojimi mislimi, je pa zelo zanimiva tehnika pisanja dnevnika. Ampak ne dnevnika, dragi dnevnik, danes sem to, ampak pisanje misli. Spremljati svoje avtomatske misli. Čez dan nam gre tisoče misli čez glavo in nismo na nje pozorni. Nam pa vplivajo na to. Se pravi, če se zjutraj zbudim in začnem razmišljati, danes je brezvezen dan, danes bo vse narobe, vse bo šlo slabo, bom imela več časa. Na tak način, Moje vedenje bo temu sledilo, moje čustva bodo temu sledila, ampak na koncu sem se jaz sama to odločila, da bo slab dan in kaj je bilo na koncu dneva, slab dan je bil, ker sem jaz aktivno zbirala oziroma nisem bila pozorna mogoče na svoje misli. Tako da biti pozoren, si zapisati, kaj zdaj jaz razmišljam, pa se včasih tudi vprašati, odkot je zdaj to prišlo, zakaj zdaj dvomim vase, zakaj sem si rekla, da bo danes slab dan, a imam kakšen dokaz za to. Tako da recimo ena izmed tehnik. Torej, ves čas moramo nekako nadzirati svoje misli, da so te konstruktivne, da nas vodijo na pravo pot. In nekako delati neko samoanalizo, a nam te misli služijo, nam ne služijo. Torej, da ne gremo čez življenje kot na nekem avtopilotu. Mi vzamemo krmilo v roke, mi se vozimo sami, zbiramo. Se vem, da je lažje iti na avtopilotu, fino je, daš vse štiri od sebe, pa nič ne delaš. Ampak a res hočemo imeti takšno življenje ali hočemo imeti malo bolj kvalitetno, pa se na koncu zreti pa reči, res sem dala svoj maksimum od sebe, postala sem najboljša verzija same sebe. Super, recimo. Super. A imaš še mogoče za konec kakšen nasvet za vse Kozmo poslušalke in pa poslušalce? Nasvet, da pejte jogirati, če je še koga strah oziroma če se kdo recimo pogleduje samo jogo. Joga je ful fajn. Nisem sedenje in meditacija, jaz znam narediti zelo dinamično, tako da ful priporočam jogo in fantom in dekletom. In pa če razmišljate o tem, da bi se odpravili na terapijo, na svetovanje, go for it. Noben mu ni na koncu žal. Tako da to sta dva nasveta, ki jih želim oziroma ki jih dajem od sebe. Super, mogoče bom tudi jaz v bližnji prihodnosti preizkusila jogo. Pridi, vabljena. Nisem še nikoli in me res zanima. Super. Hvala lepa, Kim, da si bila gostja. Se mi zdi, da smo dobile veliko dobrih nasvetov od tebe. Hvala pa tudi Unikreditu, ki je bil pokrovitelj te epizode Kozmo kariera podcasta. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, da ste si vzeli čas in poslušali tole epizodo. In pa adijo! Adijo!